Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalke in gledalci pri ogledu današnjega Dolenjskega obzornika. Začeli bomo v občini Mokrono ter Rebelno, kjer gotovo znajo obrniti vsak evro in dokaz je na dlani. Pred kratkim so odprli 4 pridobitve vredne kar 1,8 milijona evrov. Tradicionalni pohod od Litije do Čateža pravijo, da je bil številčno nekoliko manjši od prejšnjih, a zato nič manj slovesen. Težko bi našli pridno gospodinjo, ki se še ni spoprijela s kuhanjem dobre domače marmelade, pa veste, koliko vrst jih je lahko? Poseganju po drogah različnih vrst je vse večja težava, predvsem pa opažajo, da so uživalci vse mlajši. Se kdaj vprašamo, kako ravnamo s pticami, ki so prav tako člen v biotskem okolju? O tem boste, cenjene gledalke in gledalci, lahko izvedeli v nadaljevanju Dolenjskega obzornika. V Mokronogu so s pokom balonom uradno predali namenu kar 4 pridobitve. Občina Mokrono ter Rebelno je za 2 med njimi pridobila 545 tisočakov na prvem razpisu za energetsko sanacijo stavb v javni lasti. Nekaj manj kot 900 tisoč pa zagotavlja sama, ostalo partnerji. Vse 4 naložbe skupaj so vredne več kot 1,8 milijona evrov, od tega je šlo nekaj manj kot polovico z občinskega proračuna. Glede na stare stavbe je bilo nekaj dodatnih del, ampak prepričan sem, da bomo z razumevanjem in podporo občinskih svetnikov to uspeli izpeljati in poravnati v začetku prihodnjega leta. Tako so energetsko obnovili skoraj 60 let staro upravno kulturno središče, vključno s kulturno dvorano. Dela so obsegala od stropov, tako v dvorani kot v zaodrju in kompletnega garderobnega sistema v vseh 3 nadstropjih. Kompletno inštalacijo, kompletno elektroinštalacijo, kompletno odrsko opremo s celotno tehniko. Tlele pa moram reči, da smo nekaj več sredstev vložili v to odrsko tehniko z namenom, da posodobimo zadevo in da bo ta posodobljena oprema zalegla za nekaj več časa. S tako imenovanim stopniščem za invalide so poskrbeli tudi za težko gibljive osebe. Mogli smo obvezno urediti tudi to in glede na to, da imamo invalide na vozičku v kraju, smo seveda to z veseljem počeli, čeprav ne gre za majhno naložbo. V upravno-kulturnem središču je poleg kulturne dvorane, knjižnice in sedeža občine po novem tudi pošta. Ja, odpiramo prenovljene prostore pošte Mokrono, gre za obnovo približno 100 kvadratnih metrov pošte, to pomeni našo investicijo v višini približno 240 tisoč evrov in veseli smo, da našim uporabnikom ponujemo prijaznejše poslovno okolje. Novi prostori vsaj za zdaj ne prinašajo dodatnih zaposlitev, prinašajo pa nove storitve za občane in občanke. Sicer pa so novi prostori zagotovilo, da poslovalnica pošte v Mokronogu ostaja, čeprav je marsikje po Sloveniji ukinjajo. To je seveda stvar naše analize, podrobnejše analize, kje se nam še izplača vzdrževati poštno mreže. Je pa res, da gospodarska kriza se dotaknila tudi Pošte Slovenije in je to nujen ukrep, da se odločamo, kje zapirati pošte, kje jih preoblikovati v pogodbene ali premične pošte in kje obnavljati ali graditi nove pošte. Energetsko so sanirali tudi osnovno šolo. S to naložbo pa bosta ogrevanje in priprava tople sanitarne vode na letni ravni cenejša za nekaj manj kot 14 tisoč evrov. Celo poletje so potekala dela, tako da smo že ob koncu šolskega leta se morali krepko pripraviti na ta poseg. Upravljeno je bilo ogromno dela, tako da smo potem res vsi prenovljeni počakali začetek šolskega leta. Zamenjali smo okna z žaluzijami, postavili novo streho, vemo, da v preteklosti smo imeli velike težave, ker nam je streha zamakala. Dobili smo nove regulacijske ventile, novo toplotno črpalko, fasada je dobila ovoj in vse to je sedaj možnost in pogoj, da bomo lahko energetsko varčnejši. Šola je sedaj postala res celoten lep kompleks. Nova podoba šole se je zdaj umestila skupaj z novim vrtcem, športno dvorano, športnim parkom, resnično v lep kompleks, na katerega smo resnično vsi ponosni.
Novih pridobitev so se razveselili tudi v zdravstveni postaji Mokrono, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Trebnje. V Mokronogu je bil predvsem poudarek na prenovi zobne ordinacije, kompletna nova podoba ordinacije in čakalnice sanitarij in pa nov zobozdravstveni stol z aparatom za slikanje zob. Občani z novim zobozdravstvenim stolom, predvsem pa z aparatom za slikanje zob, pridobijo možnost takojšnjega vpogleda v stanje zobovja in seveda potem tudi bolj kvalitetne storitve, olajša delo zaposlenim, zadeve so se posodobile. Pred zdravstveno postajo je za javno uporabo na voljo defibrilator, sicer pa so pridobili tudi novo reševalno vozilo. Gre za sanitetno vozilo, ustrezno predelano, z ustrezno opremo. V vozilo smo dodali še aparat za zunanjo masažo srca in pa LifePak 15, se pravi EKG, in pa defibrilator za profesionalno uporabo. Dogodek so pospremili slovesnostjo, na kateri je slavnostni govornik med drugim izpostavil. Predvsem radost in veselje, da je tako majhen kraj doživel tako lep trenutek, tako 4 velike pridobitve in te pridobitve dokazuje in ta kraj in občina dokazujejo, kako so lahko majhne občine uspešne, kako lahko velike dosežke dosežejo in to je glavno sporočilo, ki ga lahko damo. S pravo voljo, z pravim delom, z pravim odnosom, z sodelovanjem se da narediti veliko več in mislim, da imamo te energije v Sloveniji še kar nekaj, kar se dokazujejo tudi male in srednje in velike občine. Občina Mokrono-Trebelno je bila sicer uspešna tudi na drugem javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Za energetsko sanacijo podružnične šole na Trebelnem in zdravstvene postaje v Mokronogu je skupaj pridobila 167 tisoč evrov, dela pa bodo izvajali leta 2015. Po pisatelju Franu Levstiku se imenuje tradicionalni pohod od Litije do Čateža, ki se je letos odvil že 27. leto zapored in je bil zaradi slabega vremena tokrat slabo obiskan. Po Levstikovi poti se je tako letos podalo le okrog 3000 pohodnikov. Zaradi napovedanih obilnih padavin se je pohoda udeležilo 3-krat manj pohodnikov od pričakovanj. Kljub temu so bili organizatorji zadovoljni. Izredno sem zadovoljen, kajti prišli so pohodniki, res tisti pravi pohodniki, ki jih ničesar ne zaustavi. Lahko pa rečem, da v najmanj v zadnjih 15 letih tako slabe udeležbe zaradi slabih vremenskih napovedi še ni bilo. In kot vidimo, šele na koncu, na cilju nas je presenetil dež, celo dopoldne pa je bilo suho. In ko sem se podajal med potjo od Litije do Čateža, sem se pogovarjal z mnogimi udeleženci, zelo zanimiva je planinska skupina iz planinskega društva iz Prevalj, uživajo, plešajo, resnično vsi tisti, ki so prišli, so izredno zadovoljni. Žal pa udeležba je pa majhna. Samo vremenarji so nas malo zmotili, ker so preveč črnogledo napovedovali in smo bili v dilemi, ali gremo ali ne gremo, ampak ker smo planinci po duši in telesu, smo šli. Prvo leto je bilo bolj blatno, to letos pa enkratno, brez vse pohvale in med potjo stojnice, eno, drugo. Tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic se ni ustrašil napovedanega slabega vremena. Ja, jaz sem zdaj 4-krat sem šel po tem pohodu in moram reči, da sem zmeraj prav fajn se imel, no, je veliko postojank, ne, čeprav pa letos sem kar hitro hodil, ker sem bil sam. Na cilju poti so za kulturno popestritev poskrbela domača društva. Pridružil se je tudi Košnikov ata Mito Trefalt, ki rad nastopa v dobrodelne namene. Različne cilje zasledujemo, največkrat v dogovoru z občinami, velikokrat sem nastopil tudi za Slovensko društvo Hospic, pa za Rdeči križ in Karitas. Slavnostni govornik na letošnji razhodni je bil idejni oče projekta Rastoča knjiga. Glavni poudarek je na tem, da Slovenci moramo biti povezani. Premalo nas je, da bi se spotikali, sovražili in v tej smeri je ta pot od Litije do Čateža ena čudovita pot, ki ni samo rekreacija, ampak je tudi duhovna pot, ko iščemo naše korenine v kulturi, iščemo povezave z našimi pomembnimi ljudmi, ki so tukaj živeli. In potem snujemo
tudi prijateljstva za naprej, kako to kulturo obogatiti z različnimi projekti in tako smo obogatili to pokrajino tudi z rastočo knjigo. Torej ne samo knjiga, ki so jih pisali naši predniki in jih prebirati, moramo tudi te knjige nadgraditi z pomembnimi dejanji. In to že 27 let, ker se dogaja v Čatežu, to so dejanja. Pot od Litije do Čateža je sicer dolga 22 kilometrov. Potem, ko so poleti v Šentrupertu odprli edinstven muzej na svetu, so v deželi kozolcev pripravili prvi kulinarični festival v Sloveniji, na katerem je imela glavno besedo marmelada. Festival marmelade se je odvil v okviru projekta Dobrote Dolenjske. V okviru projekta Dobrote Dolenjske, partnerskega projekta, katerega nosilec je Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, partnerji pa dežela Kozolcev, Esplanada, Zavod za trajnostni razvoj in pa gostilna Rakar, razvijamo nove produkte, dodajamo višjo dodano vrednost in razvijamo tudi celostno blagovno znamko, celostno grafično podobo in novo blagovno znamko Dobrote Dolenjske. Jaz mislim, da bo končni rezultat viden čez dober mesec v novih omarah, v novih prodajnih poteh. Današnji festival pa je del tega mozaika in verjamem, da je prvi, pa daleč od tega, da je zadnji. Kreativna kulinarika, glasba, film, strokovno predavanje, razstava. Vse to je povezovala marmelada, ki so jo lahko poizkusili tudi obiskovalci. Največ je slivovih marmelad, potem sledijo breskove, imamo tudi nekaj bučnih. Najbolj posebne pa so mogoče marmelada s pomarančo, marmelada z breskovo in ingverjem in seveda še mnoge druge. Na festivalu so razglasili rezultate ocenjevanja marmelad. Tričlanska strokovna komisija je ocenila 87 vzorcev. Ja, pri marmeladah so izstopali nekateri vzorci, ki so bile razne kombinacije, več vrst sadja, pa tudi nekaterih začimb, tako da smo prijetno presenečeni nad inovativnostjo izdelovalcev. Ja, posebnost je prav gotovo ta, da so bili nekateri vzorci, so dobili oceno 20 točk, kar je maksimalno število. In posebnost teh vzorcev je, ker so doma narejeni, se je veliko lažje posvečati kvaliteti in so pač po vseh parametrih kvalitete bili zares odlični. Obiskovalci so se lahko posladkali tudi šmornom županov občin Mirenske doline. Jaz sem ga že nekajkrat tudi doma pripravljal, zdaj pa tisti, ki ga bojo poskusili, bojo pa ocenili, ali ga znam ali ga ne znam. Pa zelo enostaven, moka, jajca, malo mleka in to se fajn na vroči ponvi fajn premeša, tako da je malo hrustljav, potem pa kakšna marmelada ali pa kakšen sladkor v prahu zraven, pa je. Ja, današnji recept bo poseben, ki bo pomenil in ki bo značilen za šmoren, ki prihaja iz občine Mokronog Trebelno, z enim posebnim dodatkom, ki mu rečemo tudi rozine. Palačinke znam pripraviti in jih doma večkrat pečem. Za šmorenje pa ista sestava, samo da je malo debelejše, pa upam, da bomo naredili dober šmoren, tako da bodo tisti, ki ga bodo kupili, zadovoljni z njim. Obiskovalci so lahko uživali tudi v kulinaričnih dobrotah šefov gostiln Rakar, Javornik in Repovž. Mi kot gostilna Repovž predstavljamo pirino polento z telečjimi ličnicami in čebulno marmelado. To je posebnost, sploh hočemo poudariti, da večina mesarjev zavrže telečje glave in te ličnice, kar pa je izredno dobrega okusa, posebej pripravljeno, saj se peče na 88 stopinjah 12 ur. Se pravi, gostilna Javornik je za današnji festival marmelade pripravila piščance s paradižnikovo marmelado, solato z jabolki in pa domačo pogačo. Pač marmelada se pripravlja tako kot ostale marmelade, s tem, da glede na to, da je paradižnikova, da ni sladka, se pač uporabljajo druge začimbe pač za primerne za paradižnik. Danes smo pripravili dimljeno postaro s sirovim čipsom, hruškovo marmelado s sirom,
ajdo kruh z orehi, marmelada pa hren skupaj, to je zanimivo. Kombinacija paših dimljeni postrvi. Organizatorji sicer želijo s projektom Dobrote Dolenjske vzpostaviti blagovno znamko, v kateri se bodo lahko vključili vsi tisti, ki jih to zanima. Posledično pa bi to lahko prineslo tudi kakšno novo delovno mesto. November je posvečen osveščanju javnosti o nevarnostih in preprečevanju zasvojenosti, ki se ne nanašajo le na zlorabo dovoljenih in nedovoljenih drog, ampak tudi na druge oblike zasvojenosti. Ob tej priložnosti smo obiskali lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki deluje pod okriljem občine, ter Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog v sklopu tamkajšnjega zdravstvenega doma. Sodobni način življenja odpira pot različnim oblikam zasvojenosti, čeprav pod tem pojmom največkrat pomislimo na odvisnost od prepovedanih drog. Vsak dan se rodi kakšna nova zasvojenost, vse, kar je vir užitka, je lahko tudi vir zasvojenosti, in tako da ljudje prihajajo tu res z različnimi težavami, od problemov, ko so zasvojeni z nakupovanjem, z ljubosumnimi napetimi odnosi, z vzgojnimi zagatami, z alkoholom, z prepovedanimi drogami, najraznovrstnejšimi, ki jih še jaz ne poznam več vse, Kočevar je namreč nekdanji odvisnik od trdih drog, danes pa svetovalec v novomeškem Lasu, kamor prihajajo odvisniki vseh vrst. Ampak v osnovi jih tiščijo podobne situacije v ozadju, pač jih tudi ta zasvojenost pahne stran od zadovoljujočih odnosov, oddaljijo se od sebe, od ljudi, od virov uspešnosti, od učinkovitega dela, zaslužka denarja, in potem pač se jim zgodba zaplete in potem iščejo pomoč. Vsem odvisnikom sta skupni potreba po doseganju užitkov ter abstinenčna kriza po prenehanju uživanja substanc. Oboje je Kočevaru dobro poznano, je pa njegova osebna izkušnja preživetja odvisnosti od prepovedanih drog največkrat v pomoč pri svetovanju drugim. Tako da večinoma je to prednost, včasih pa tudi ne, včasih pa koga to tudi zmoti ali pa se težko, recimo, poistovetiti z nekom, ki je že uspešen, pa se je postavil na noge. Pri zdravljenju in preprečevanju odvisnosti je najpomembnejše povezovanje vseh ustanov, ki lahko pomagajo posamezniku, poudarja Kočevar. Pomembno je sodelovanje, in tudi skupina Las, kjer pač šteje več kot 20 strokovnjakov z različnih področij, je ravno mreža ljudi, ki smo nekako uspešni v tem, da se povezujemo, da se hitro odzivamo. Tudi recimo predstavnik Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu ima svojega predstavnika v Lasu, tako da se potem lahko hitro odzivamo na posamezne probleme, na zgodbe posameznikov, ko rabijo pomoč. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog že 14 let deluje v sklopu novomeškega zdravstvenega doma, od leta 2008 v novih, bolj intimnih prostorih. Predpostavlja se, da je vse večje in večje število odvisnikov. Tukaj število pacientov niha, med 100 in 200. Od začetka zdravljenja mislim, da je okoli 300 pacientov, ki so prošli skozi center, zdaj je okoli 100. K njim prihajajo ljudje, ki se želijo zdraviti, pravi Milovanovič. Koliko časa bojo tukaj, odvisno od njih, od njihovog stanja. Od 3-4 leta, 5 let pa do konca življenja. Odvisno od posameznika do posameznika. Poudarek je torej na zdravljenju odvisnosti, poudarja Milovanovič. Prvo nekakšen terapevtski dogovor se naredi. Zaradi pacijenta, ne zaradi nas, se zmeniva, da se redno delajo urinski testi. Potem se zmeniva, kaj se bo naprej, ali bo rabil kakšna zdravila, ali bo rabil samo substitutsko terapijo. To je z metadonom. Pomembna pa je tudi psihična podpora, da posameznik v sebi najde moč za prenehanje odvisnosti. Pomemben odgovor na vprašanje biotske raznovrstnosti našega okolja oziroma nekoliko preprosteje povedano, v kakšnem okolju sploh živimo in kako z njim ravnamo. Nam denimo poleg čebel in drugih žuželk ter divjadi sporočajo
tudi ptice. Vpogled v človeško oholost nam tako lahko odstre tudi Evropski dan opazovanja ptic, ki poteka ravno v času množične jesenske selitve ter teh pernatih živali. Širom Evrope so ga pod okriljem mednarodne organizacije BirdLife International pripravili že 20. leto zapored. Med 19.000 ljubiteljskimi, profesionalnimi ali zgolj priložnostnimi opazovalci ptic iz 30 držav, ki so v začetku oktobra na 900 opazovalnih točkah skupaj prešteli domala nepresegljivi 1,3 milijona ptic, ki jih približno 160 njihov osupljivi svet spoznavalo tudi v 7 slovenskih krajih. Kljub neravno najbolj primernemu vremenu za tovrstno početje se je približno 20 ljubiteljev ptic navsezgodaj zbralo tudi v zborah in se, primerno opremljeni in obuti, podali v bližnje zdravce, kot pravijo, zadnje večje mokrišče na Dolenjskem. Nažalost, Evropa vsako leto je slabši raj za ptice. Za ptice je slabo poskrbljeno, oziroma trudimo se, da bi ohranjali vsaj takšne točke, kakršna je tale. Močvirje so zelo pomembne točke na preletu, kjer se ptice vdahnejo in se nahranijo na tej svoji težki poti v zimovališča. Po ocenah se seli v tem času nekako okoli 5 milijard ptic v Evropi, od tega nažalost jih 1,5 milijarde konča tragično, se pravi, se jih nikoli več ne vrne nazaj iz Afrike. Množičnim selitvam ptic botruje predvsem pomanjkanje hrane, dodaja Vidmar, a ne vedno zgolj v Sredozemlja ali v podsaharsko Afriko. Potem poznamo še delne selivke, ki se pa preselijo iz severa v naše kraje. Se pravi, naše ptice se selijo samo delno preselijo južno, severne pa se potem preselijo v naše kraje. Tako da kot ptice, kot so taščice, kosi, labodi celo, ki jih po zimi vidimo pri nas, lahko niso naši labodi. So recimo na Blejskem jezeru opažamo ali pa na Zbiljskem jezeru veliko število madžarskih labodov recimo. Selitvene koridorje ptic v Evropi sta najpomembnejša dva, vzhodni, ki poteka preko Bosporja, ter zahodni oziroma Gibraltarski koridor. Ornitologi sicer spoznajo s pomočjo obročkanja. V Sloveniji denimo že vse od leta 1926. Licencirani obročkarji, ki jih je pri nas trenutno 66, pa na letni ravni z obročki skupaj opremijo do 120.000 ptic. Tudi tokrat so krilatim živalim, ki so se ujele v ribiške podobne mreže, določili starost, spol, izmerili peruti in jih tehtali. Približno 30 ptičev, 7 različnih vrst, kot so denimo taščica, siva pevka ali trsnik kobiličar, so nato opremljene z majhnimi oštevilčenimi aluminijastimi obročki znova spustili v naravo. Videli smo vodomca, pa še veliko drugih ptic. Se ti zdi zanimivo? Ja, zelo. Super mi je, da spoznavam veliko vrst ptic, spuščam jih, gledam, kako se jih obročka, gledam, kako se ujemejo. Doživetim razlagam in prigodam članov društva so poleg staršev otrok z zanimanjem prisluhnili tudi udeleženci opazovanja ptic. Že po zimi smo opazovali v krmilnice, pa tudi tako na sprehodu, kdaj opazujemo. Pa sem slišal, da bo, pa smo prišli pogledati, kako to izgleda. Prva stvar je tako, že sami po sebi radi opazujemo ptičke, imamo tudi krmilnico doma, tako da v bistvu jih dostikrat tudi poslikamo. Bistveno je predvsem zaradi tega, da otroci spoznajo tisto, kar običajno zgubljajo z računalniki in s televizorjem. Obročkanje privede tudi do nekaterih zanimivih primerov. Moj primer je tak, da sem srpično trcnico, ki sem jo obročko napagal, so mi jo ujeli v Mauretaniji, to je v Afriki pri glavnem mestu Nuakčot. Tam so Švicarji učili domačine, kako se ptice lovi za obročkanje, za znanstvene namene in so našli 2 hrvaška in 2 slovenska obročka. To je bila razdalja 4104 km približno. Ja. Ogromna razdalja. Ja, in to za 12-gramskega ptiča. 12 gramov je samo imel. Osnovno poslanstvo Društva za opazovanje in proučevanje ptic je predvsem varovanje ptic in njihovih habitatov. Samim opazovanjem pa ljubiteljski ornitologi spremljajo, ali populacija posamezne vrste narašča ali upada. Žal se, kot poudarjajo, zaradi človeških posegov v okolje dogaja prav slednje.
A ne zgolj krčenje in posledično izguba habitatov, pticam zlasti v jugovzhodni Evropi pretiše druga velika nevarnost. To je pa tradicionalni lov na ptice, ki je namenjen za prehrano. Južna Evropa je od nekdaj se zaradi revščine prehranjevala s pticami. Se pravi, to je njihova tradicija, ki nažalost prepočasi izginja. Po mnenju članov društva pa je ob podatku, da lovci vsako leto ustrelijo preko 40 000 ptic, nedopusten prav v tem času znova aktualen predlog o širjenju seznama lovnih vrst. Na razširjenem seznamu lovne divjadi se je namreč znašlo tudi 8 zavarovanih vrst ptic, od tega kar 5 v Sloveniji ogroženih gnezdilk, kot sta denimo jerebica in kozica, obe kritično ogroženi vrsti v Sloveniji, ali pa ruševec, ranljiv simbol visokogorja, in kormoran, slednjega sicer že po evropski direktivi o pticah ne moreta biti lovna divjad. No, kot pravi, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, ne, tako da mislimo, da bomo prišli do nekega kompromisa, no, in se bo dal dogovoriti, da bomo še dolgo lahko opazovali te ptice skozi daljnogled, ne pa skozi puškino cev. Naj svobodno leti. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala, če ste bili tudi tokrat z nami. Nove vsebine Dolenjskega obzornika pa vam pripravimo čez 14 dni in seveda tudi takrat iskreno vabljeni. Do takrat pa ostanite zdravi.